Še 28 dni me loči do mojega razsvetljenja. In, moram reči, da mi, zelo pomaga to deljenje. Danes sem tukajle v avtu, ker sem cel dan na poti in, sem rekla, seveda se bom vseeno podelila, ne glede na vse. Torej o partnerstvu, partnerskih odnosih, o tem, kaj to pomeni zame, iz mojega vidika. Moji partnerski odnosi so bili zelo čudni. To pa zato, ker sem imela popolnoma, ne morem reči popolnoma, ampak pač zgrešene vzorce, od mojih staršev. Bom rekla, pač dali so od sebe, kar so lahko, jaz sem si njih izbrala, da imam to izkušnjo. In, zaradi tega seveda sem jaz imela velike težave potem v partnerskih odnosih dolga leta. Ko sem potem se enkrat odločila, da imam jaz pa tega dosti in da bi rada videla, kaj se zdaj dogaja v ozadju vsega tega. Nakar sem začela delati na sebi, spoznala sem, učitelja oziroma, prišla do njega, a ne, saj veste, naključij ni. In sem začela ozaveščati v bistvu, kaj se znotraj mene dogaja, zakaj ne morem imeti normalnega partnerstva, zakaj se počutim tako, kot se počutim. In, ja, veliko stvari sem, ozavestila, veliko stvari sem videla, veliko stvari sem spremenila. Tako da sem potem kasneje, ko sem bila kar veliko let sama, 7 let sem bila sama, sem pravzaprav spoznala partnerja, ki je pa precej drugačen, od prejšnjih. Me spoštuje, me ima rad, sva povezana. Najina skupna v bistvu pot je ta, da skupaj duhovno rasteva, kar je bila moja v bistvu prva stvar, ki sem si jo zaželela v partnerskem odnosu, a ne, da bova skupaj rasla, da si bova pomagala, ker jaz ne morem biti z nekom, ki nekako ni skladen z mano, a ne, ampak to sem jaz, a ne. Jaz ne govorim, da moramo vsi tako biti, jaz pač sem tip človeka, ki rabi to, ki rabi, da se v teh osnovnih vrednotah, ki so meni zelo pomembne, da sva popolnoma usklajena. In midva sva, ker sva se tudi spoznala na delavnici, kar mi je izjemno sem hvaležna zanj, ker se mi je povrnilo tudi z njim upanje oziroma zaupanje v moškega, zaupanje v partnerski odnos, da sem ljubljena, da sem videna, da sem spoštovana. In to je bilo meni res zelo pomembno, a ne. Ker prej tega nisem čutila, prej sem se skozi spraševala, a sem dovolj dobra, nisem dovolj dobra. Dovoljevala sem, da pač, so z mano tako delali tako in drugače, a ne, moški, samo zaradi tega mojega občutka manjvrednosti, a ne. In ta se je potem začel celiti in zdraviti, s tem sedanjim partnerskim odnosom. In ja, moški ti lahko zelo veliko pomaga in ti zelo veliko ran lahko pozdravi, a ne, če dovoliš. Seveda mora biti pa tudi on pripravljen kaj spustiti, narediti in tudi on, da si dovoljuje nekatere stvari, a ne. Midva se tako fajn dopolnjujeva, a ne. On obvlada ene stvari, jaz druge. In je potem ful lušen, a ne. Tak odnos je ful fajn in stalno rasteva. Saj tudi kdaj kaj stagnirava, normalno, ampak, ni to neka stagnacija, ki bi trajala dolgo časa, a ne. Ker potem kmalu ugotoviva, glej, čakaj, zdaj sva se ujela nekje, gremo naprej, a ne. Seveda, se zgodi logično, da recimo, ko imamo otroke, midva nimava skupnih otrok, ampak recimo, če imaš otroke ali pa gradiš hišo ali karkoli, a ne, da se kakšne stvari potem za trenutek ustavijo, a ne, ker se vse tvoje sile uperjene, usmerjene v ta projekt, a ne. In potem spet, ko se to ustavi oziroma ko se konča, lahko prideš nazaj in prideš na skupno pot, a ne. S tem, da vidim, da je veliko, dela potrebnega na sebi, da ohranjaš lahko zdrav partnerski odnos, a ne. Veliko se moram tudi jaz preizprašati samo sebe. Kakšna sem, kje se lahko še izboljšam, kako lahko podprem mojega partnerja, a ne. In pa seveda v prvi vrsti pa, kako najprej podpreti sebe, a ne. Kako sebe imeti rada, kako sebe podpreti, ker brez tega ne moreš potem niti v partnerskem odnosu tega
dajati oziroma odsevati, a ne. Tako kot rečemo, to, kar smo, to dajemo navzven, a ne, kot magneti smo in to dobivamo. In meni zelo pomaga to pri partnerskem odnosu, ko vidim, kako se on na mene odziva. Samo s tem, da se on zavestno odziva, ne. On pač nima tega, da bo zdaj samo na energijo se odzval, ampak on je mene začutil v srce in je pač sprejel to, a ne. Sem mu bila všeč, a ne, tako kot je bil on meni všeč na srčni ravni. In potem, ko sem bila pa zoprna, pa tako, pa seveda sem bila zoprna in tudi jasno ni, da bi zdaj kar sprejel vse to, a ne. In mi je tudi povedal svoje, ne. Občudujem ga zato, ker on skozi mene pol, a ne, čeprav ko sem bila zoprna ali pa ko sem zoprna, ne, pač vidi skozi mene in pač, ne, tudi to bo minilo v smislu, ne. Saj mi pove, me ustavi in tako da zdaj je tega veliko manj, a ne. Mogoče še kakšnih 10%, ke je bilo prej pa veliko več, a ne. Zaradi vseh teh okostnjakov v omari, a ne, stvari, ki so bile nepredelane. Pa potem je prišla vmes še sprememba v hormonskem ravnovesju in to vse potem seveda vpliva na počutje, na zoprnijo žensko. Tako da ja, so kar junaki teli naši fantje, a ne, ke nas takole prenašajo, ker me pa znamo biti zelo neuravnovešene včasih, a ne. Tako nam hitro ven kaj useka pa buta pa moramo potem predelati to. Tako da jaz bi tako pač samo rekla rada, da če si v partnerskem odnosu in nisi zadovoljen, zadovoljna, da pač ga prenehaš, če ni skupne želje po rasti, skupne želje po kakšnem ozaveščanju, da boljše, da greste narazen. Ker je življenje je samo eno v tem primeru zdaj, če rečemo v tem smislu in ne vem, zakaj bi se matrali, a ne. Ne pa zdaj za vsako majhno stvar pa gremo se ločiti, a ne. Ne mislim, to absolutno nisem zagovornica tega, a ne. Ko nehate odnos, počakajte malo, dajte si čas, da se zacelite najprej, dajte si čas, da prečistite energije. Brez tega ne bo šlo, ne boš mogel pritegniti drugačnega partnerja, če sebe ne boš ozavestil, če pri sebi ne boš poštimal stvari, bodo prišli še hujši, a ne. Zato ker pač življenje deluje tako, da nam daje izzive, preko katerih se mi učimo in to je to. In dokler se ne naučimo, toliko časa bomo dobivali določene izzive, a ne. Tako da rajši počakajte, pa boste že potem enkrat srečali ta pravega, ne. Dajte prostor si, a ne, dajte si prostor in zaupanje, da bo prišel ta pravi ali pa ta prava, a ne. Ne rabite zdaj šibati iz veze v vezo, a ne. Potem nikoli se ne moreš niti začutiti sebe, a ne, ker si stalno v vezi in stalno nekaj daješ in razrešuješ in tako naprej. In je dobro, da si malo sam. Da ste vsaj enkrat mogoče malo sami, a ne. Dobro, pustimo tista dolgoletna partnerstva, ki trajajo že 20, 30 let in tako naprej. In ki ste uspešni v tem, a ne. Potem ne rabiš, takrat v bistvu itak tudi vidiš, da si vzameš čas zase, a ne, da si tudi sam, ker rabiš to samoto, rabimo, jaz tudi zdaj in jaz in on rabiva ta čas zase, nujno, a ne, ta čas je nujen. Skozi bolj, a ne, jaz skozi bolj vidim, da rabim čas zase, da se, ne, znotraj sebe umiriš, pregledaš, malo sestaviš in tako, ne. In potem spet prideš nazaj, a ne. Tako da veliko se pogovarjati, biti potrpežljivi, biti ljubeči, odprti, sprejemajoči in včasih je treba tudi pa seveda povedati, a ne. Iskreno povedati, kako se počutiš, zakaj se počutiš in kako lahko to rešita skupaj, a ne. Ja. Evo, tako, s tem danes zaključujem partnerstvo in jutri bom se podelila, gremo na leta, starost, leta in telo, kaj se dogaja s telesom in kako ga jaz čutim. Lepo se imejte, čao.